Lep pozdrav nazaj v dvorano. Nekaj se vas je uspelo pomrežiti, ostali vsi dobrodošli nazaj na dogodek. Sedaj besedo prepuščam strokovnjakinji za pripravo razpisov, Kristini Kočet Hudrap iz podjetja Tikopro, da predstavi model dobro pripravljenega projekta za pridobivanje evropskih sredstev in najpogostejše napake. Kristina, vabljena. Hvala. Lep pozdrav z moje strani, Kristina Kočet Hudrap iz podjetja Tikopro. Na kratko bomo danes predstavili primer, kaj treba paziti, ko pripravljate projektni predlog, kaj recimo so tiste glavne osnove. Zakaj sploh so nepovratna sredstva? Vemo, da denar nikoli ne pade z neba. Ful pomembno je to, da pri vseh razpisih, da razpisnik, ali je to naša država, ministrstvo, ali je to Evropska unija, da vedno določene cilje. In za temi cilji dejansko, te cilje želi Evropska unija tudi dosegati s pomočjo nepovratnih sredstev. Ko vi pripravljate svoje projektne predloge za pridobitev povratnih ali nepovratnih sredstev, bodite dejansko pozorni na to, kakšne cilje si želi uresničiti Evropska komisija oziroma naša ministrstva in potem dejansko za svojimi projekti odgovarjate na te cilje. Recimo, da rečemo, da si želi država spodbuditi oziroma povečati dodano vrednost, to tudi pomeni v nekem daljšem časovnem obdobju, da ko se poveča dodana vrednost na zaposlenega v podjetju, da so potem tudi višji davki, ki konec koncev se potem tudi v nekem obdobju transformira nazaj v proračun in potem dejansko ta denar kroži. Pomembno je, da poznamo neke evropske politike, državne interese in potem tudi v samih projektnih predlogih odgovarjamo na te njihove potrebe same države oziroma Evropske unije. Kaj so vaše ideje? Ko pripravljate projekt, ki ga želite dobiti sofinanciranega, mi vedno stranke rečemo, izhajate iz vaših strateških ciljev vaše organizacije oziroma podjetja. Ne prijavljati projektov samo dejansko zaradi denarja ali pa samo zato, da bi rekli, ok, zdaj imam pa tule za nek razpis, bom pa jaz zdaj našel nek projekt ali pa bom napisal projekt samo zato, da dobim denarno. Veliko lažje je, da vedno izhajate iz strateških ciljev vašega podjetja, organizacije in potem dejansko na podlagi tega poiščete primeren razpis. Vaša ideja naj bo vedno jasna, konkretna. Danes smo velikokrat slišali ne samo o ciljih, ampak tudi na temo merljivih ciljih. Naj bodo cilji, vaši cilji, ki jih napišete v sam projektni predlog, naj bojo merljivi, zaradi tega, ker bo tudi razpisnik to pričakoval od vas. Oni želijo na koncu, ko recimo napišete poročilo, želijo imeti tudi nek tak konkretni impact samega projekta. Potem, kakšne probleme rešujete. Danes se pogovarjamo že ves dan na temo zelenega podnebja. Mogoče bi tule poudarjala, da ni več projekta, ne v Sloveniji, ne v Evropski uniji, ki nima pozitivnega vpliva na okolje. Če imate projekt, ki ima negativen vpliv na okolje, ga dejansko sploh ne morete dobiti financiranega. Ta del je zelo pomemben. Zdaj pa poleg okolja imamo potem tudi vpliv na ljudi, na ta socialni impact. Potem imamo tudi inovacija. Koliko je zdaj vaš recimo projekt inovativen, to je še toliko bolj pomembno pri raziskovalno-razvojnih projektih. Kadar imamo investicijske projekte, nas veliko bolj sprašujejo o vaših vplivih na okolje tega projekta, kadar imamo pa raziskovalno-razvojne projekte, je pa še toliko bolj pomembna ta inovacija, ki pa mora biti inovacija na globalnem nivoju. Ni več dovolj, da smo inovativni v Sloveniji, ampak moramo biti inovativni v širšem smislu, recimo Evrope ali pa sveta. Pomembno tule tudi, da vi poznate svojo konkurenco, trenutno stanje tehnike na trgu. Nekdo, ki bo pogledal vaš projektni predlog, velikokrat ni iz vaše branže in dejansko, ko se tudi pogovarjamo s podjetji, pa nekdo reče, ok, mi nimamo konkurence, zdaj konkurenca čisto vedno obstaja. Vi morate vedeti, kakva je vaša globalna konkurenca in kje je njihovo stanje tehnike.
in kako boste vi v bistvu za svoje rešitve to potem tudi izboljšali. Mogoče nekih takih 7 ključnih elementov v fazi priprave projekta. Kot že rečeno, v bistvu čisto na začetku, kaj je nek cilj, namen razpisa, je pomembno, da vedno odgovarjate z projektom na te cilje razpisa. Potem pomembno je tudi, kdo je upravičen do sredstev. Dobro si pogledajte, ali so to podjetja, ali so to raziskovalne inštitucije, ali so to mala, srednja, velika podjetja, ali so to tudi velika podjetja mogoče, ali to samostojna prijava, ali so konzorciji, kaj so upravičeni stroški na projektu. Tule recimo ali imamo to stroške investicije, stroške materijala, ali imamo stroške recimo ljudi, raziskovalnega osebja. Struktura projektne prijave je zelo v bistvu pomembna. Na kak način dejansko vi vodite potem samega ocenjevalca skozi vaš projekt. Struktura naj bo, bom rekla, vedno težimo k temu, naj bo enostavna, ne zapletati stvari. Pišite v jeziku, ki bo razumljiv v bistvu vašemu ocenjevalcu. Potem imamo podporno dokumentacijo. To recimo, ali so to kakšne pisma o nameri, če imamo recimo produkt, ko je v fazi prototipa, ali imamo potem recimo primer, da gremo v kako gradnjo, je potrebno kako gradbeno dovoljenje. Take stvari je treba že v fazi, ko se pripravljate na razpis, pogledati in tudi si mogoče narediti en seznam, recimo, kaj vse je potrebno. Kako se vda projekt, se vda online, se vda v fizični obliki, po pošti, v bistvu kdaj. Nazadnje pa kriteriji ocenjevanja, ki so zelo pomembni. Pišite projektni predlog glede na kriterije ocenjevanja. To pomeni, da če oni rečejo, ok, opišite zdaj mednarodni trg, da opišete to, kar oni tudi potem tudi ocenjujejo in dajte velik poudarek v bistvu temu na samim kriterijem ocenjevanja. To, kar sem v bistvu že tudi omenila, je ta impact, ampak še enkrat, ker je v bistvu zdaj to res pomembno, pri vseh razpisih je, kakšni so v bistvu pač te pričakovani vplivi vašega projekta, ampak res te evropski vplivi projekta. Razmislite in o okoljskih vplivih in tudi recimo finančnih vplivih, pa potem družbenih vplivih. No. Morajo biti pa vedno pri projektu neke pač pozitivne spremembe iščite. Ključno mogoče za pripravo do nekega takega dobrega projektnega predloga je to, pri razvojno-raziskovalnih projektih morate poznati v bistvu to intelektualno lastnino, potem še enkrat poznavanje potreb razpisnika, kaj si oni želijo, v bistvu, kakšne projekte si želijo podpreti, da so vaši cilji projekta jasni, merljivi, da imate tudi nek inovativni plan vodenja projekta. Vključite recimo neke tabele, slike, grafe, tule imam napisano evalvator, imam mačka, ampak je v bistvu recimo čisto možno, no, nekdo, ki evalvira projekt, so to pač ljudje v vsakdanjem življenju, ki imajo ogromno nekih aktivnosti in je treba v bistvu pač vlogo pripraviti, da njim to olajšate. Ta impact projekta, poznavanje trga izven Slovenije, tule še enkrat, ne glede na to, s katerimi podjetji delamo, ali to recimo iz Slovenije, Avstrije, Belgije, vedno se ustavimo pri tem vprašanju recimo poznavanja konkurence, pa poznavanja stanja tehnike pri konkurenčnih podjetjih. No. In mogoče tule nismo samo slovenska podjetja, tista, ki velikokrat tega mogoče ne vemo, ampak tudi v bistvu ostale evropska podjetja. Pa finančni viri naj bodo nekot pravilno razporejeni, to pomeni, da je tudi v bistvu smiselno glede na aktivnosti v projektu. Pogoste neke napake, kar se tudi, bom rekla, že predstavlja, je v bistvu to pomanjkanje vizije projekta. Pridejo podjetja še vedno pa reče, ok, hočem denar, ne razmišljajo pa v bistvu, ko pa rečemo, ok, povejte, kak projekt imate, projekt si bom pa že izmislili. No. To je v bistvu tako ful napačno razmišljanje, zaradi tega, ker bo tudi težava potem pri samem izvajanju projekta. Ideja, recimo projekta, da nima potenciala, da se samo prijavitelju zdi zanimiva, dajte mogoče koga izven podjetja vprašati, kako se mu zdi sam projekt. Potem imamo recimo to še vedno fakulteta podjetja, akademiki velikokrat delajo bolj bazične raziskave, podjetja nimajo denarja pa časa za to in mislijo v bistvu pač, da to neko tako nujno zlo. Na drugi strani pa akademiki ne razmišljajo o trgu, podjetjem je pa to ful pomembno. No.
ampak bom rekla, z različnimi projekti se to tudi da, se super naredi lahko eno tako sodelovanje. Če imate kakšne partnerje na projektu, morajo biti pač res partnerji, ne biti prijatelji. Koordinacija recimo pripravi včasih premalo stroga in velikokrat je pač pomembno, mi rečem, torej ni demokracije pri takih stvareh, morate imeti en skupni cilj in temu pač tega cilja se morate v bistvu potem držati. Pa mogoče v tem poslovnem delu, da vsi razpisi vedno bolj težijo k temu, da razmišljate, kako boste produkt prodali oziroma storitev. Kak je vaš poslovni model, pa na kak način se bo potem to tudi tržilo. Impact, to sem danes že mogoče večkrat res izpostavila, je zelo pomemben v bistvu del ocenjevanja in se v bistvu res pač posvetite se temu pa z merljivimi številkami. Potem tudi te kriterije, da jih mogoče nekaj ignoriramo, da gremo pač neko svojo zgodbo naprej, pa čakanje s pripravo projekta na zadnji trenutek se v bistvu potem tudi vidi pri ocenjevalcu, da projekt recimo ni rdeče niti na projekt, da je projekt slabo spisan, da so tudi kakšne napake in je boljše, da imate več časa v bistvu, ko pa premalo. Mogoče samo še pri stroških, kar se mi zdi ful pomembno, da dajte razmisliti v bistvu, ko planirate projekt, da date neke realne stroške noter, da tudi si vzamete čas v bistvu za to, ker to je pa še bolj pomembno v fazi potem, ko izvajate projekt, ste pač dejansko tista organizacija, ki dobi projekt, vi morate potem to izvesti, pač morate to potem izvesti v realnosti in če ste si slabo splanirali projekt, lahko tudi malo trpite, no, potem zaradi tega. Bom pa torej na koncu v bistvu zaključila, da pač razmišljate pozitivno, imejte dobre projektne predloge, pa vse se da.